Prodaja skupine Krka, merjena s količino prodanih izdelkov, je bila glede na enako lansko obdobje večja za 5%. Zaradi zniževanja cen zdravil in razvrednotenja nekaterih ključnih valut pa se je vrednostno povečala za $500 milijona in je znašala omenjenih 600 milijonov. Bili smo uspešni v nekaterih regijah bolj, drugih manj. V Sloveniji smo povečali prodajo, minimalno, potem v jugovzhodni Evropi, predvsem zahvaljujoč slabši prodaji v Romuniji, znižali. V vzhodni Evropi tudi zahvaljujoč razvrednotenju, predvsem ukrajinske grivne pa ruskega rublja, nekaj znižali prodajo. V srednji Evropi so prodali za 5% več izdelkov, najbolj pa so povečali prodajo v zahodnji Evropi. Za 33%, s tem, da tukaj so pa vodilne države, Nemčija, kjer smo povečali prodajo za 52%, skoraj podvojili prodajo v Veliki Britaniji, zelo se približali podvojeni prodaji v Skandinaviji, dobro delali v Španiji, na Portugalskem. V prvem polletju 2015 so registrirali 13 novih izdelkov v 25 oblikah in jakostih. Bili pa so tudi naložbeno naravnani. Jeseni uradno odpirajo obrata Notol 2 v Ločni in Sinteza v Krškem. Potem smo začeli graditi tukaj na hribu v Ločni razvojno-kontrolni center. 54 milijonov evrov velika investicija, 18 tisoč kvadratnih metrov. Nadaljujemo z dokupom opreme v Ruski federaciji, povečujemo kapacitete. Glede poslovanja do konca tega leta so optimistični, poudarja prvi mož Krke. Osnovni plan, ki je bil zadan, je še vedno tukaj. Zdaj videli pa bomo seveda, kaj se bo dogajalo tako v 9. mesecu, kot potem v 10. Moramo pa vedeti, da v lanskem letu se je pa največ zgodilo, pa niti ne v 9. in 10., ampak predvsem v 12. Ko je ruski rubelj drastično padel. V skupini je sicer zdaj zaposlenih že prek 10.500 ljudi, od tega 54% v tujini.